Skenirajte QR kodo. Ja, ko smo pripravljali kandidaturo, sem seveda se obrnila na vse tiste, ki ustvarjajo v Novi Gorici na profesionalnem nivoju, seveda, kar se tiče profesionalnega programa in seveda tudi amaterskem za druge dele programov. In MN Dance seveda niti slučajno nismo mogli iti mimo. Jaz sem jim predlagala takrat nekaj, kar se je zdelo strašno daleč v bodočnosti, mogoče bo kaj pomembnega to nastalo, in namreč to je robotika in umetna inteligenca. Danes si sploh ne moremo več predstavljati, kako takrat to je šele bilo v povojih, tako rekoč. Danes pa se s tem ukvarja vsak, ki ima pameten telefon. Vsi smo že na umetni inteligenci. Jaz si nisem niti v sanjah predstavljala, da bo to tako hitro. In zato me res veseli, da je ta projekt nastal na tako relevantnem vprašanju, ne. In vsa ta 4 leta takrat, oziroma 2 leti recimo med kandidaturo, potem pa, ko smo zmagali, so 4 leta razvijali to idejo. So dnevni dogodki nam v resnici dajejo nove in nove vzpodbude, ključe, razkrivamo, ne vem kaj še vse, ne, in se lahko ukvarjamo točno s tem, kar smo takrat zasnovali. To pomeni, da je bilo eno dobro seme zasejano, ki bo prineslo zdaj ta končni izdelek. Za ansambel smo imeli avdicijo, na katero se je prijavilo 1000 plesalcev iz celega sveta, to je bilo pred 3 letmi, in izbrali smo 15-člansko ekipo. V tej predstavi poleg plesalcev nastopata tudi glasbeni duo Silence, Primož Hladnik in Boris Benko. Njuna glasba naju že od nekdaj inspirira in sva že večkrat tudi sodelovala z njima, tako v najini drugi celovečerni predstavi Mit, kot kasneje ob 10. obletnici najinega delovanja in njuni 20-letnici s predstavo 10, ki je tudi gostovala po Evropi. In sedaj nama je v izjemno čast, da imamo to priložnost, da ravno v predstavi Brezmejno telo bosta tudi ona dva predstavila svoj nov album, ki je res dih jemajoč. Gre za skladbe, ki so obstajale že prej. Smo jih v bistvu skupaj izbrali, ker se tematsko zelo lepo poklopijo z vsebino. Se pravi, te skladbe, ki so ta simfonične skladbe, ki so songi, je v resnici v bistvu bolj, kako bi temu rekel, malo bolj humanistična človeška vsebina. Ta druga polovica glasbe je pa bolj elektronska in predstavlja to tehnično, artificialno stran cele zgodbe, ne. Izjemno so zadovoljna v bistvu, da so pač imela to priložnost delati z simfoničnim orkestrom RTV, ker je pač sva lahko realizirala glasbo na zelo dragem nivoju, no, bi tako rekel. Če bi šli po tržni ceni, bi verjetno bankrotirali. Predstava se ustvarja že 4-3 leta. Po etapih sva nekako razdelala ta ustvarjalni proces, sva delala v bistvu delavnice na začetku. To je bilo tudi na Mittelfestu, v Čedadu, v Bologni, na univerzi sva tudi še učila, ko še programira robotske telo, robota v bistvu preko giba. V teh letih sva tudi organizirala 3-letne delavnice, vsake leto sva organizirala eno delavnico, ki še prijavilo tudi dosti plesalcev z različnih delih sveta. In sva tudi na ta način ustvarjala. Poleg tega so nastale plesne predstave, 5 plesnih predstav, celovečernih predstav, v katerih vsaki sva še osredotočila na neko temo, vezano na umetno inteligenco, in tudi sva ustvarjala plesne filme. Ta mozaik, povezava vseh teh raziskovalnih procesov zdaj je pomemben faktor za to najino predstavo
Borderless Body, brezmejno telo. Človek se celo zgodovino ukvarja s tem svojo brezmejnostjo oziroma omejenostjo na več nivojih, na telesnem, na umskem, na duhovnem nivoju. V zgodovini je to presegal z religijami, z verovanji, v sodobnem času pa z tehnologijo, z umetno inteligenco in s tem nekako nadomešča izgubo povezave z dušo, z zavestjo svojo in želi nekako nadgraditi svoje telo in svoj z več načini, z emulgacijo možganov na trdi disk in hkrati z upgradeom nekako svojega telesa. Ja, scenografija je na nek način vedno pomaga predstavi vizualno in je zelo pomemben del našega ustvarjanja, ker tudi štartamo s to idejo, kaj bomo imeli na odru. Je pomembno, da je ta scenski element vedno uporabljen, ni samo krasni dodatek, ampak da še vedno ga tudi preko giba na različne načine transformira. Tako da nekako še vedno začutimo, kaj bi pripomoglo predstavi vizualno, da bi prišla bolj blizu ljudem. Nastja in Mihael sta tako izjemna, res izjemna ustvarjalca, tako zelo vpeta tudi ne samo v novogoriško, goriško okolje, bom rekla čezmejno seveda, ampak tudi v evropski prostor, tudi študirala sta zunaj in tako naprej. To, da ima ta ansambel tako čezmejen, kar je ne samo čezmejen, evropski spet, saj ste slišali, 15 plesalcev je zdaj iz cele Evrope dobesedno in celo iz Japonske. Meni to največ pomeni, zato ker res težko gledam mlade, ki se ukvarjajo izven pač centra Slovenije, izven Ljubljane, še teže, že v Ljubljani je težko delati na kulturnem področju, kaj šele, če si zunaj. In taki ljudje, ki so polni sposobnosti, možnosti, vztrajnosti, talentov, enostavno v enem trenutku obupajo. S to mislijo sem tudi začela kandidaturo Evropske prestolnice kulture, prav z takimi ljudmi, ki bi lahko na nek način se lahko ali vrnili domov, ali bi živeli doma, ne da moraš nujno iti ven. Zelo smo veseli te nove razstave in nove instalacije, ki prihajajo v prostore X-centra. Če ste verjetno opazili, ste po Novi Gorici, zdaj skoraj na vsakem koraku, že nekje pridete v en projekt, instalacijo, dogodek, ki je del Evropske prestolnice kulture in smo v bistvu zelo veseli, da toliko kulture prihaja v institucije, na ulice, v Novo Gorico na splošno in da tudi v bistvu počasi začenjamo spreminjati to dojemanje krajine, v kateri živimo, ker je to tudi eno od poslanstev, ki ga ima Evropska prestolnica kulture. Projekt Marka Pelkana, ki ga bo malo več razložil sam, je definitivno eden od vrhuncev. Mislim, da tle vidimo en majhen del vsega, kar se bo še do konca leta in še naprej odvilo. Tako da bi jaz z veseljem prepustila Marku to besedo, da vas popelje skozi to, kar dela, to, kar tukaj vidite. Gremo tukaj pač k projektu Isolabs. Dosti ste že slišali, vedno sem tudi dobival pač razne ptiči so mi povedali, da kaj pravzaprav je ta Isolabs, kaj sploh delate, s čim se ukvarjate in tako naprej. Isolabs je v bistvu nek dolgoročni opus, bom rekel. Jaz sem se odločil, ko sem dobil to povabilo strani Nede Bric, da bi nekaj naredil za kulturno prestolnico. Moram reči, da sem instantno pomislil, ker pač nisem nisem pričakoval tega povabila, ampak drugo kot drugo, Gorica je enako Soča, je enako celotna kompleksnost, ki je ta reka v bistvu vse skozi prenaša tukaj skozi to dolino in potem naprej. Skratka, Sočo smo zelo intimno povezani, in reke imajo svoje zgodbe. Moja tako rekoč polsestra Anja Medved je naredila en lep film o Soči
in Zdravič je naredil fantastično instalacijo o Soči in seveda Simon Gregorčič je napisal tisto ključno poemo o Soči, ne. In vemo, kako gosta je ta reka, to ni voda, ne, to je magma zgodb, zgodovine. Moja prva ideja je bila, ok, Soča, vemo, da je naplavina enih zgodb, zgodovine in tako naprej. To je enostavno, ne, pripovedovanje, zgodb je nešteto v Soči zapisanih. Druga ideja povezana s Sočo je seveda ta, ki je povezana s tem, da Soča dejansko kot hudourniška reka je izredno dinamičen sistem. Ona se skozi spreminja. Tretji je povezan z energijo, ne, zelo pomemben, ki je seveda povezana z zgodovino, ker vemo, da so dve ključni elektrarni na Soči, no, zdaj je tretja ključna še v Avčah, ne, ki je v bistvu hek, bom rekel, energetski, ne, ampak prej je bilo zgrajeno pod fašizmom, pod Italijo, dejansko že po začetku druge svetovne vojne so se zgradile te dve elektrarne. En izmed takih elementov Isolapsa, oziroma nekih zaključkov, ki ni umetniški so danes predstavljeni tukaj, predvsem z raznoraznimi odvodi, ker je 7 različnih situacij povezanih z Isolaps se pač dogaja, ki so umetniške narave. In en izmed teh dogodkov je tudi povezan z izdelavo tridimenzionalnega zemljevida, karte, bom rekel, ali podatkovne baze celotnega soškega sistema in porečja. Zdaj, Isolaps ima 3 dimenzije, eden je Spektar Z laboratorij, drugi je nekaj, kar imenujem dialekt, ki je povezan z jezikoslovjem. Vsi tukaj zelo ljubimo zelo noro jezikoslovno mešanico, ki jo imamo v tem celem sistemu reke Soče, pač med romanskimi jeziki, slovanskimi in germanskimi. In eno hitro opažanje z moje strani je seveda bilo, da iz različne doline se različni hribi in raznorazne orografske lokacije imenujejo različno. V sklopu projekta smo potem v enem trenutku pisali eno prijavo na Evropsko vesoljsko agencijo. Slovenija, kot veste, je letos in jaz sem bil tudi soudeležen čisto malo pri teh procesih, postala stalna članica Evropske vesoljske agencije 10. januarja in mi smo napisali en projekt, ki je potem bil tudi sprejet, povezan z v bistvu predikcijo pretoka naše Soče s pomočjo podatkov satelitov in s pomočjo visoko resolucijskih, to je to, kar vidite na naši postaji, podatkov, ki so narejeni z brezpilotnimi sistemi. Se bojo pač ti podatki procesirali, dela se pa predikcijski model, ki je povezan z umetno inteligenco, velikim izzivom našega časa, ne? In bomo videli, kakšen bo rezultat, no, in soške elektrarne bojo mogoče končni uporabnik tega rezultata na koncu. Pa tudi vsi ostali, konec koncev, ni fajn, da vtipkaš, ok, kakšen bo pretok Soče čez 14 dni in dobiš nek, hopefully, ne, verodostojen rezultat. Kupolo nam je začasno posodila Koroška kulturna fundacija. Izkazalo se je pač v tem času, v teh 2 mesecih se je izkazalo, da je ta kupola zares ena velika pridobitev za Novo Gorico. Ne samo zato, ker je kraj dogodkov, kraj srečevanj, tako kulturnih, literarnih in podobnih, ampak tudi zaradi tega, ker nekako je tukaj, kot da bi bila vedno tukaj in kot da bi bila narejena za ta prostor. Ko smo se odločili, kam jo bomo postavili skupaj z arhitektom, ki je poskrbel za
obnovo te železniške postaje, torej Boštjan Vuga in njegov studio, je nekako in skupaj z Arminom Gorinom, ki je avtor te kupole, je bila ta pozicija nekako najbolj idealna, najbolj tista, ki nam je padla v oko in zares je tako. Pravijo naši, ti, ki spremljajo socialna omrežja, da je to najbolj fotografirana znamenitost naše Evropske prestolnice kulture oziroma je tista znamenitost, ki je največkrat upodobljena na selfijih. Collaborating here with this, I think, very important and meanwhile also famous project, because more than 300 press articles and TV films about the cupola and our project means that, Armin, you are getting one of the best known artists from Austria in Europe now. Einige kamen im Namen des Kalifen von Afrika über das Meer, brachten Kümmel, Orangen, Tamarinden oder Krieg. At the time when Europe once again stands at crossroads, this moment invites us to pause, reflect, and develop new visions. The dome you see is not just an architectural structure, it is a kind of living machine, a space in which the present can be rethought, in which fragments of the past and the images of the present merge into something new, something urgent, something hopeful. The Ingeborg Bachmann Dome is a moving monument to boundlessness and at the same time a mirror of transience of the moment, of time deferred, to the title of one of Bachmann's most haunting poems. Mind, imagination, freedom, flight, utopia, mine, expression, right, rebel, blood, daredevil, punk, relic, ritual, comfort, junk, suffocate, ignorate, divide, rule, fear, fight, life, tool, educate, instigate, integrate, heal, empathy, rock and roll, love, sex, feel.